No, predsednik Sirije je zelo zadovoljen, čeprav to ni ravno izraz, ki bi ga uporabili za tako imenovanega nekdanjega terorista ISIS-a in Al-Kaide. Ampak poslušajmo to iz prve roke. Danes Sirija se otrese temnega madeža in odtrga boleče poglavje svoje preteklosti, da bi stopila na pot razvoja, obnove in ponovne izgradnje. Iskreno se zahvaljujem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in vsem prijateljskim ter podpornim državam, ki so stale ob nas. No, Ruti, tvoj izraz zelo zadovoljen je v marsičem tukaj ustrezen, ker je srečen, saj so Združene države po desetletjih so Sirijo odstranile s seznama držav, ki podpirajo terorizem. Zdaj ta seznam držav, ki podpirajo terorizem, ki je v, če se ne motim, kongresni zakonodaji, uvaja vse vrste omejitev glede tega, kako ravnate s sirsko vlado. In to sega nazaj do Asada. Mislim, da sega celo do starejšega Asada. Hafez al-Assad, ki je bil brutalen diktator Sirije, mislim, od leta 1970 naprej. In dejansko je svojo vladavino terorja prenesel na svojega sina, dokler ga ni sedanji možakar vrgel z prestola. In tako so bile te omejitve, ta ameriška klasifikacija Sirije kot države, ki podpira terorizem, že zelo dolgo na plečih Sircev. In lahko razumete, zakaj je sedanji možakar tako zadovoljen, da so Američani to odstranili. In največja ironija je, da je ta človek sam, sirski predsednik Ašara, bil član uradno označenih terorističnih skupin. Bil je v gibanjih Al-Kaida in ISIS. In dejstvo, da je bil on kot predsednik Sirije odstranjen z ameriškega seznama, se mu zdi skoraj kot čudež. Prav imate. In še posebej zato, ker odkar je prevzel oblast lani, nasilno pobija Kurde v Siriji. Zakaj je to pomembno? Pomembno je predvsem zato, ker je morilec množični morilec. Res je, da je tudi Asad množični morilec, morda celo še hujši. Ampak tukaj je bistvo. Glede na vso to občutljivo ravnotežje na Bližnjem vzhodu trenutno, z različnimi nenavadnimi zavezništvi. Dobro, pogovorimo se za trenutek o dejstvu, da čas objave tega sporočila strani State Departmenta sovpada tudi z zanimivim razvojem dogodkov. S Tomom Balakom, ameriškim veleposlanikom v Turčiji, Tomom Barakom, ki ima tudi druge posebne odposlanske vloge, je bil poklican nazaj v Washington, potem ko je dal naslednji intervju. Na Golanski planoti s Sirijo še vedno zasedajo Golansko planoto, v nasprotju z resolucijami ZN, v nasprotju z vsem mednarodnim redom, ki pravi, da je Golanska planota sirijska. Torej, kako dolgo se bodo ti vdori še nadaljevali, dokler se razmere ne umirijo? V redu, torej, kar je bilo izpuščeno iz tega posnetka, je bilo, da je rekel, da to počne Izrael. In zdaj, Mark, nadaljuj ti. Torej, za razliko od tebe, Ruti, ki si imela sijajno kariero kot novinarka, kolumnistka in pisateljica, večino svojega življenja sem preživel v izraelski diplomatski službi in vem, kaj naj bi počel veleposlanik. Veleposlanik naj bi pravilno predstavljal mnenja svoje vlade. In če ste izraelski veleposlanik, je vaša naloga predstavljati vlado Izraela. In če ste ameriški veleposlanik, je vaša naloga predstavljati ameriško administracijo. In prav predsednik Trump je v svojem prvem mandatu priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto, kar so pozdravili Izraelci po celotnem političnem spektru, levi, desni, kajne? Vsi razumejo, da je Golanska planota ključnega pomena za varnost Izraela. In da večina Izraelcev sploh noče niti pomisliti na to, da bi jo vrnili Siriji. In ko je Donald Trump priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto, so to Izraelci ne le pozdravili in navdušeno sprejeli, ampak je šlo tudi za pomembno spremembo. Na Golanski planoti je celo skupnost, ki so jo poimenovali po Trumpu. V hebrejščini se imenuje Ramat Trump. To je ena od novih skupnosti na Golanski planoti. In v resnici se je veleposlanik zmotil v izjavi, zato so ga poklicali nazaj v Washington. Zato mislim, da je tudi pojasnil svoje izjave.
Toda s tem, ko so Golansko planoto označili za okupirano sirsko ozemlje, ni opravljal svojega dela kot veleposlanik pravilno, saj je njegova naloga pravilno predstavljati mnenja ljudi, ki so ga poslali za veleposlanika. To pa sta Bela hiša in State Department. Ne, absolutno. In zato je bilo veliko ogorčenja. Zanimivo pa je, da je v obeh primerih slabo tisto, česar ne vemo. V redu, zelo slabo je, da ni predstavljal stališča Združenih držav, svoje lastne administracije. Ampak če ni bil seznanjen z ameriškim priznanjem izraelske suverenosti nad Golansko planoto, je to prav tako precej slabo. Če si ambasador. In ti, Mark, bi to moral vedeti. Mislim, ko si poslan iz svoje države po svetu in pravzaprav ni pomembno, iz katere države si, bi moral vedeti, moral bi se pripraviti, se ti ne zdi? Še posebej, ko gre za tvojo lastno državo. Tako da mislim, da je to 100% pravilno. Zdaj, bodimo jasni, razumem, zakaj je bil moški morda zmeden in zakaj je prišlo do tega spodrsljaja. Ker bodimo jasni, njegov šef, predsednik Združenih držav Amerike, je novega sirskega voditelja, moškega, ki ima korenine v Al-Kaidi in ISIS-u, imenoval tako. Da, Ašara, predsednik Trump ga je označil za mladega, privlačnega voditelja. Označil ga je za močnega človeka, za zahtevno regijo. Z drugimi besedami, mislim, da se je predsednik z njim že dvakrat srečal, enkrat v Beli hiši in prej v Saudski Arabiji. In ta novi sirski voditelj, ta novi sirski režim je seveda v zelo prijateljskih odnosih s Turčijo. In kot vemo, ima predsednik poseben odnos tudi s turškim predsednikom. In Barak je ameriški veleposlanik v Turčiji, poleg tega pa ima posebno vlogo v Siriji. In zato je morda, mislim, veleposlanik prekoračil svoja pooblastila. Ampak predsednik Trump želi biti prijazen do novega sirskega režima. To je dejstvo. Ne, absolutno. Ampak tudi, veste, mislim, da me lahko popravite, če se motim, ampak mislim, da nekateri veleposlaniki razvijajo neko obliko tega, kar imenujemo stokholmski sindrom. Njegovo imenovanje za veleposlanika v Turčiji je bila morda napaka, ker je tako očaran nad Turčijo, da je morda čutil, s tem, ko to reče, morda čuti večjo naklonjenost do države, kjer služi kot ameriški veleposlanik, kot pa obratno. Ko smo vse to povedali, naj bo jasno. Ne vemo, ali bo odpuščen. Kar pa je pomembno je, da je njegov šef, seveda, njegov veliki šef, predsednik Trump. Ampak njegov neposredni šef je Marco Rubio, državni sekretar, saj so navsezadnji diplomati pod njegovim okriljem, kaj ne? In kar je zanimivo je, da je Marco Rubio približno ob istem času, ko je izbruhnil ta val ogorčenja zaradi njegovih izjav o Golanski planoti, je skoraj sovpadalo z odločitvijo državnega sekretarja Marca Rubija, da Ministrstvo za zunanje zadeve odstrani Sirijo s seznama državnih sponzorjev terorizma. Tako da je bilo zanimiv razvoj dogodkov, da sta se zgodila istočasno. Rekla bi, da je to zelo zaskrbljujoč razvoj, ker kot smo videli, ste omenili, da je predsednik Trump nekako prijateljski z Ašarjem. Mimogrede, njegovo vojno ime je Al-Džulani. In Al-Džulani pomeni Golanska planota, ker je vedno imel načrte, da bi osvojil celotno Golansko planoto. Mimogrede, on je zagotovo proti Izraelu, tako kot Erdogan, predsednik Turčije. Naj povem eno anekdoto, povedala bom ljudem, ki se morda ne spomnijo. Ko je Ašara šel v Belo hišo, da bi se srečal s Trumpom, in zdaj je seveda terorist v kravati, zdaj pa je v obleki in kravati. Seveda je to moje mnenje, da je še vedno terorist. Trump je bil tako navdušen in je rekel, da si tako čeden in vse to. Ampak Trump ima tudi svojo znamko parfuma. Enega za moške in enega za ženske. In vzel je ven to stekleničko parfuma, mimogrede so zelo dragi. Ne spomnim se cene, ampak sem jo enkrat poiskala na Amazonu. Vzel je to stekleničko parfuma, da bi jo podaril Ašari kot darilo. Ampak preden mu ga je dal, ga je poškropil s parfumom. In Ašara je bil presenečen, ker veste, arabski voditelji niso vajeni, da jih obravnavajo tako, kot da smo vsi tukaj prijatelji. Ampak seveda, to je predsednik Združenih držav Amerike, tako da ni mogel storiti drugega, kot da to sprejme. To, da ga je poškropil s parfumom. In potem je Trump rekel, imam pa tudi svojo različico za ženske, za tvojo ženo. In potem je prekinil Trumpa in vprašal, koliko žena pa imaš? In Ašara je rekla samo eno.
In potem je Trump rekel, no, pri vas nikoli ne veš. In to bi lahko razumeli kot nekakšno nesramno izjavo ali pa kot ne vem, kaj bi rekli, ampak ni bilo ravno obzirno. Zdaj vemo, da predsednik Trump ni ravno obziren, ampak za ljudi, kot sem jaz, je bil to pravzaprav zelo smešen trenutek. Zdaj, razlog, da so Golanska planota v novicah, ni samo to. To je zato, ker je Izrael izvedel napad na turško vojaško krepitev v Siriji. In Turčija seveda zanika, da je šlo za vojaško krepitev, prav tako vsi ostali. Združene države Amerike s tem niso bile zadovoljne in tako naprej. In Izrael je rekel, predsednik vlade Izraela je rekel, da si tega ne bodo več dovolili, vsako grožnjo bodo zatrli v kali. In imeli smo resne obveščevalne podatke, ki so kazali, kaj Turki počnejo v Siriji. To je torej eden ključnih elementov tukaj. In to je mimogrede bil vir oziroma razlog za intervju, ki smo ga pravkar videli s Tomom Barakom. To je bila pravzaprav tema tega intervjuja. Je bil izraelski napad na turške položaje? Torej, najprej bom odgovoril, moram omeniti incident s parfumom, ker je bil, kot ste rekli, še posebej zabaven trenutek. In imate prav, Donald Trump ni znan po svoji diplomatski prefinjenosti. Pove, kot vidi stvari. In ni dvoma, da mu manjka določene diplomatske prefinjenosti, po drugi strani pa ima morda njegova neposrednost politične in diplomatske prednosti. Ampak, pojdimo nazaj. Tukaj sta dve vprašanji, kjer obstaja razlika med Izraelom in Združenimi državami. Prvo vprašanje je, kako gledate na sirski režim? Izraelci, vključno z nama obema, smo zelo skeptični glede tega novega sirskega voditelja. Imenujete ga terorista v obleki in kravati. To je človek, katerega ozadje je, kot smo rekli, v skrajnem islamskem militantizmu, ISIS-u, Al-Kaidi in podobno. In prevzel je oblast v Siriji in želi, da svet misli, da je to njegova preteklost in ne prihodnost. In resnica je, Ruti, da se je v glavnem obnašal zelo zmerno. In v glavnem se je, z nekaj izjemami, obnašal kot odgovoren voditelj. In cinični Izraelci, kot sem jaz, bodo rekli, da se je obnašal zmerno, ker je šibek. Ker v tistih nekaj dneh vmes med odhajajočo Asadovo diktaturo in prihajajočim novim režimom Ašare, izraelske letalske sile izvedle resno operacijo. Uničile so sirsko zračno obrambo, uničile sirske letalske sile, uničile sirsko mornarico, uničile sirsko orožje, zaloge, njihove arzenale, njihove rakete, kemično orožje, za katero nikoli niso priznali, da ga imajo. Da nikoli niso priznali, da ga imajo, ampak jasno je, da so ga imeli. Ja. Z drugimi besedami, prevzel je državo brez vojske, brez mornarice, brez letalskih sil, brez kopenske vojske. In to zato, ker je Izrael pravilno, zelo pravilno rekel, ta tip prihaja iz ISIS-a, ta tip prihaja iz Al-Kaide in posledično nočemo, da bi ta tip imel nadzor nad kakršnimikoli orožnimi sistemi, ki bi lahko škodovali Izraelu. In tako je prevzel državo brez arzenala, brez vojske. In se dela prijaznega. In mislim, da mnogi Izraelci, ki so skeptični do njega, resno verjamejo, da je prijazen in previden samo zato, ker je šibek. In če mu damo čas, da ponovno vzpostavi in obnovi in utrdi sirsko moč, bomo videli pravega Ašara. In ne bo prijazen. In ljudje, ki poznajo evropsko zgodovino, vedo, da je bil tudi Hitler, ko je leta 1933 prišel na oblast, pravi dobričina. Govori o miru s Poljsko, govori o miru z Združenim kraljestvom. Celo želi podpisati pogodbe s temi državami, pogodbe o nenapadanju, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o omejitvi oborožitve, ker je bil šibek. Toda seveda, ko nacisti utrdijo svojo oblast, ko zgradijo Wehrmacht, ko okrepijo nemško vojsko, takrat se pokažejo v pravi luči. In mislim, da je izraelski strah prav ta, da počne sirski voditelj natanko to. Amerika, vsaj v svojih javnih izjavah, predsednik sam režimu daje dvom v prid. Kot smo rekli, je pohvalil tega novega človeka. Skoraj kot da je svež veter. In pravi, da se je spremenil. In njihova logika bi bila logika Tonija Blaira. Kar pomeni, da je Tony Blair, ko je bil na Oxfordu, koketiral z trockizmom in bolj skrajnim socializmom. In seveda, ko je postal britanski premier, je bil veliko bolj
zmeren socialni demokrat, zelo sredinski vodja laboristov. In zato ljudje pravijo, no, se veste, ljudje se postarajo, postanejo bolj zreli in odgovornost omili njihovo osebnost in ideologijo. In Američani se zdi, da javno pravijo, tak vtis dobim od Trumpa, da bi morali temu človeku dati dvom v korist in da se je spremenil. Izraelci, kot sem rekel, niso prepričani. No, razlog je v tem, nikoli ne bi primerjala Tonija Blaira in Ašare. In uporabila bi primerjavo z Adolfom Hitlerjem in Ašarejem, je zato, ker Tony Blair v redu, je bil študent. In on, kot veliko študentov, veste, je imel veliko neumnosti v glavi. In socializem je neumnost in tako naprej. In on, ampak, veste, to je bil idealizem, kaj ne? Idealizem je ena stvar in mladi ga imajo zelo pogosto. In ko odrastejo, ter se tudi več naučijo in pridejo na položaj, kot pravite, te stvari omilijo. Ampak to ne drži za radikalni islamizem nič bolj, kot je držalo za nacizem. In zato ne bi uporabila primerjave s Tonyjem Blairom, ker ni primerna. In ja, res je, da mu Trump želi dati dvom v korist. In res je, da Zahod si tega še vedno ne more ubiti v glavo. Da je islam, veste, islamizem spet, ne islam, ampak islamizem, čeprav je veliko strokovnjakov na Bližnjem vzhodu, ki menijo, da je njegov celoten izvor v Koranu in islamu. Ampak jaz ne bom se spuščala v to, ker ne vem dovolj o religiji. To je teološka razprava. Ampak islamizem, politični islam, ne izgine samo zato, ker sklepaš dogovore z Zahodom. Nasprotno, islamisti uporabljajo te začasne, veste, lažne primirja, da se ponovno okrepijo, kot ste rekli, da postanejo spet močni. Ampak ena skupina, ki bi se popolnoma ne strinjala s predsednikom Trumpom in z vsakršno idejo, da se je Ašara spremenil ali postal nekaj, kar prej ni bil, se ne bi strinjali druzi. In druzi v Siriji so zaradi tega zelo zaskrbljeni. Tudi oni so tarča Ašare in so zaskrbljeni, poleg tega pa imajo resnično naklonjenost do Izraela. Želijo biti bolj povezani z Izraelom, tako ideološko, kot tudi v smislu naravne zveze, zato so zelo, zelo zaskrbljeni. Ni samo Izrael. In še ena stvar je, da čeprav je Izrael uničil vse tiste stvari, ki ste jih omenili, torej njihovo obrambo v vojski in podobno, je bilo pravkar objavljeno, da je v Siriji še vedno jedrski material. Bi lahko o tem povedali kaj več za trenutek? Bom, ampak najprej bi rad povedal še drugo stvar. Malo sem monologiziral, zato sem se ustavil. Rekel sem, da obstajata dve razliki med Združenimi državami in Izraelom. Ena je v naravi sirskega predsednika in novega režima tam. Druga, o kateri še nismo govorili, je nesoglasje glede tega, kako vidimo Turke. In veste, Trump ima rad turškega predsednika. Trump ga vidi kot prijatelja, kot močnega voditelja. Turčija je članica NATO, Turčija je močna država, regionalna sila. Zdi se, da mu je všeč njegov odnos s turškim voditeljem in je prijatelj ZDA. Zavezništvo z Turčijo. In Izrael ima seveda veliko bolj negativno mnenje o Turčiji. Če Amerika vidi Turčijo kot prijateljico in zaveznico, če Trump vidi turškega predsednika kot prijatelja, kot nekoga, s katerim lahko posluje, Izrael vidi Turčijo kot problematičnega akterja. Zdaj, tukaj je nekaj nijans v tem, kar ste povedali v preteklosti, v vašem stališču in mojem stališču. Ne mislim, da je Turčija tako slaba kot Iran. Razlikujem med njima. Da, veliko ljudi v Izraelu, in pustil vam bom, da govorite zase, misli, da je Turčija novi Iran. Da Iran bo poražen in Turčija bo vstala, vsi radikalci pa se bodo združili okoli Turčije. Ne, tega ne sprejemam. Mislim, da je Turčija veliko bolj realpolitična. Mislim, da jim gre veliko bolj za ponovno vzpostavitev hegemonije, za vračanje k otomanskim zahtevam po nadzoru nad velikimi deli Bližnjega vzhoda, za vzpostavitev sfere vpliva tukaj. In ni dvoma, da so prijatelj in zaveznik novega sirskega režima. In tukaj moramo za trenutek govoriti o izraelskem vojaškem napadu
napadu letalskih sil na letalsko bazo v severni Turčiji. Oprostite, severna Sirija, ne na jugu, na Golanski planoti, kjer smo v preteklosti že videli spopade, ampak v severnem delu Sirije, zelo blizu turške meje, kjer so bila poročila, da naj bi turške čete oziroma turška vojska vzpostavile oporišče v Siriji, dodatno oporišče v Siriji. In mislim, da je to za Izrael prestop rdeče črte, ker imamo že dovolj težav z tem novim sirskim režimom. In ideja, da bi Turčija poslala svoje sile v Sirijo na kakršenkoli pomemben ali bistven način, ideja, da bi Turčiji, ki ima zelo konfrontacijski odnos z Izraelom, dovolili graditi vojaške baze bližje Izraelu v Siriji in rekli bi, no, to je samo v severni Siriji, vendar bi se bali, da bi se to začelo v severni Siriji in se nato razširilo v osrednjo Sirijo. In naslednja stvar, ki jo vemo, je, da imamo turške sile blizu izraelske meje. In ideja, da je Izrael želel potegniti črto v pesku in reči, oprostite, imeli bomo razpravo o Siriji. Pogovarjali se bomo o tem, kakšna je prihodnost tega režima. Ampak ideja, da bi lahko Turčija namestila lastne vojaške sile, jih vnaprej razporedila v neposredni bližini Izraela na sirskem suverenem ozemlju, to je nekaj, za kar je Izrael povedal, da je nesprejemljiv. Če lahko uporabim ameriško zgodovinsko analogijo iz hladne vojne, tako kot Rusi niso želeli videti Sovjetov na Kubi ali kjerkoli na ameriški celini, tudi mi nočemo videti turških vojakov kjerkoli blizu izraelskih meja. In to je razlika med nami in Ameriko. Nisem prepričan, če Amerika to razume. Prav imate. Preden odgovorim na to, na vaše vprašanje, ali je Turčija tako slaba kot Iran in podobno, naj gledalcem povem, da danes snemamo naš podcast nadaljavo. Danes je sreda, 26. avgust. Morala sem za trenutek premisliti. In Mark, ti se pogovarjaš z mano iz Nove Zelandije. Jaz sem v Tel Avivu. Nobena od naju ni v studiu GNS v Jeruzalemu, torej si v drugem časovnem pasu in tako naprej. To sem želela poudariti, če bo videti drugače kot običajno. Na Novi Zelandiji sem, ura je 9, tukaj na Novi Zelandiji je že po 9 uri zvečer. In tukaj je okoli poldneva v Tel Avivu. Torej, bom odgovorila. Ne vem, ali je Turčija, veste, naslednja za Iranom, ko bo režim padel in tako naprej. Ampak kar vem, in tukaj se ti in jaz že desetletja, mislim zagotovo pa leta, ne strinjava. Kritično sem pisala o turškem predsedniku Erdoganu, ki je odkrito antisemit, sovraži Izrael, Netanjahuja imenuje Hitler. Obstajajo turški uradniki, ki so rekli, da bodo osvojili Jeruzalem in vse to. Torej, veste, pravite, da želijo ponovno vzpostaviti Osmansko cesarstvo. Karkoli že želijo ponovno vzpostaviti, so tudi privrženci Hamasa. Med vojno so gostili Hamas. Flotile, tako imenovane flotile za svobodno Gazo, so vse izvirale iz Turčije. No, ne vse, ampak mnoge. In zagotovo je tista prva Mavi Marmara izvirala iz Turčije. Turčija, čeprav z njo nimamo uradnega statusa sovražnika, so sovražniki. In celo premier Netanjahu to začenja priznavati. In rekel je, kako si Erdogan drzne kritizirati mene in da je bolje, da tega ne počne. V bistvu je Netanjahu rekel, da naj pazi, kaj dela, ker ne bomo tolerirali niti ene take stvari, niti ene agresivne poteze ali celo izjave z njegove strani. Zdaj pa Izraelci, ki so včasih množično hodili v Turčijo kot turisti, ker je res blizu, mislim, ljudje se tega ne zavedajo. Če se vkrcaš na letalo v Tel Avivu, si lahko v Turčiji, še preden bi se z avtom odpeljal iz Jeruzalema v Tel Aviv. To je res kratek letalski polet. In bila je tudi res poceni počitniška destinacija, lahko bi rekli. V Turčiji so čudoviti kraji. Izrael je prav tako pomagal Turčiji med njenimi potresi in podobno. Ampak zdaj so Izraelci postopoma prenehali izbirati Turčijo za destinacijo, ker je nevarno.
In Turki so vzgojeni, da sovražijo Izrael in Jude, čeprav tega ne počnejo vsi. In zagotovo so tisti na bazarjih, na tržnicah, na odprtih tržnicah, tam včasih oboževali Izraelce, ker so Izraelci hodili v Turčijo in tam zapravili ves svoj denar. In tudi hoteli v Turčiji imajo te letovišča, kjer lahko pripeljete vse svoje otroke, imate celodnevno all-inclusive hrano, bazene in varstvo otrok, vse za eno ceno. In zdaj Izraelci pravijo ne hvala. Mislim, da ne hvala. Izraelci so hodili v Turčijo tudi na medicinske posege, ki so bili cenejši, naprimer na zobne vsadke, presaditev las, botoks in vse mogoče stvari. In tega je konec, ker je res zastrašujoče biti v Turčiji. Saj, če bi se karkoli zgodilo, ali karkoli veste, če bi se zgodil kakšen shod za svobodno Palestino in bi bil Izraelec tam sam, bi imel težave. In tako, veste, si je Turčija s tem sama škodovala. Mislili bi, da bi bila Turčija vesela, da ima Izrael za zaveznika, že samo z vidika turizma. Pa ni tako. Mimogrede, kot sem že rekla, za vse vrste držav, kamor Izraelci množično hodijo. Tam zapravljajo denar in tam preživljajo počitnice. Kot pravim, to nikoli ni vzajemno. Turki niso množično prihajali v Izrael na počitnice, čeprav je to enako kratek let, kakšnih 45 minut. Torej, to je točka, ki jo želim poudariti. Odgovoril bom in moram priznati, da se za to ne bom opravičeval. Ampak moram priznati, da sem eden izmed Izraelcev, morda milijonov Izraelcev, ki preživljajo počitnice v Turčiji. Bil sem tam dvakrat. Tja sem šel enkrat za 10. obletnico poroke in pred kratkim še enkrat na počitnice. Tudi jaz sem šla. Vsi smo šli. Seveda pred 7. oktobrom. In lahko vam povem še nekaj. Turkish Airlines je imel vsak dan po par letov iz Tel Aviva. In od tam si lahko šel kamorkoli po svetu, ker je Istanbul odlično mednarodno vozlišče. Tudi sam sem letel v druge države in vedno si dobil zelo dobro ceno pri Turkish Airlines. In kot mnogi Izraelci sem to počel tudi jaz. Torej, če za trenutek postanemo bolj resni, Ruti, imaš prav, ko praviš, da je turški voditelj izrekel šokantne stvari. Izrekel je odkrito antisemitske izjave. Kot se rekla, je Netanjahuja imenoval za Hitlerja, ima celo zgodovino antisemitskih izjav in to niso samo besede. In imela si prav, ko si izpostavila njegov zelo poseben in tesen odnos s Hamasom, ki ni zgolj beseden. Nažalost vemo, da je Turčija v preteklosti Hamasu dejansko dovolila izvajanje vojaških dejavnosti z turškega ozemlja proti Izraelcem. Torej, tam je problem z veliko začetnico P. Vendar pa mislim, da obstaja določena niansa ali zapletenost v turškem stališču, ker gre za istega voditelja s svojimi antisemitskimi izjavami in povezavo s Hamasom. Ta je leta 2022 razgrnil rdečo preprogo za predsednika Izraela Izaka Herzoga in bil prijazen ter dejal, da si želi boljših odnosov. In tik pred oktobrom leta 2023 je bilo to septembra leta 2023, ko se je dejansko srečal z Netanjahujem v Združenih narodih, da bi poskušal stabilizirati odnose. In to je nekaj, česar ne bi nikoli naredili ne Hamas, ne Hezbolah, ne Iran. Ne bi se srečali z Izraelci, ne bi neposredno govorili z Izraelci. In skoraj tako je s turškim predsednikom, kot dr. Jekyll in gospod Hyde. Včasih je lahko zelo prijazen in prijeten. In včasih pokaže, da je resnično prepričan antisemit, ki sovraži judovsko državo in podpira naše najhujše sovražnike. In tu je neka kompleksnost. In mislim, ne vem, ali gre za njegovo osebnost ali za real politiko. In včasih je v njegovem interesu, da je prijazen do Izraela, in včasih je v njegovem interesu, da ni prijazen do Izraela. V Izraelu je bilo nekoč rečeno, da vsakič, ko so bile volitve v Turčiji, je nagovarjal nekakšno islamistično bazo, ki nas ne mara. In ko so bile volitve mimo, je lahko bil prijaznejši do Izraela. Tako da mi je težko, kot praviš, pravno ni opredeljen kot sovražnik. Je pa zagotovo tekmec. Je zagotovo izziv. In za mnoge Izraelce je grožnja. In kako se bomo s tem spopadli? Ob zavedanju, da je dober prijatelj Trumpa in dober prijatelj Združenih držav ter član NATO, je, po mojem mnenju, izziv za izraelske voditelje. In o tem ni dvoma. In moram reči, da danes ni izraelskega voditelja, ki bi ga videla na obzorju. Vem, da nas čez 2 meseca čakajo volitve
Ni izraelskega voditelja na obzorju, niti prejšnjega, ki bi si ga lahko predstavljala, da bi znal upravljati te občutljive odnose povsod, tako s sovražniki kot z administracijo Trumpa. Najprej administracija Bidna, potem administracija Trumpa, nato vsi ti različni odnosi, kot ga imenujete, Erdogana imenujete tekmec. V redu, jaz da imenujem sovražnik. Ne vem, kakorkoli že, ker nas sovraži in to jasno pokaže. In z veseljem bi nas videl izbrisanih zemljevida. Ampak pravim, da moramo to prebroditi. Potrebujete nekoga, ki zna najti način, kako to storiti, ne da bi razjezil predsednika Trumpa, ne da bi ogrozil lastna zavezništva, lastno ravnotežje v regiji. In prav čudežno je, da mu je to do zdaj uspelo. In veste, ne vemo, ali bo Netanjahu ponovno izvoljen ali ne, mislim, na naslednjih volitvah. Ampak zagotovo je spretno vodil mednarodne odnose, zato je to tako nepošteno. Kritiki, ki ga obtožujejo, da je povzročil izolacijo Izraela v svetu in podobno. Po mojem mnenju, nihče ni igral šaha bolje kot Netanjahu. Tako da prihajamo do konca našega podcasta. Presegli smo polurno mejo in ponavadi rečemo, da delamo 30 minut, na to pa zaključimo, da lahko naši gledalci in poslušalci poslušajo kaj drugega ali si ogledajo drug podcast. Seveda ne tako dober kot naš, ampak Ne, rekel seveda bi, ne. da bi, če govorimo o izraelskem premijeju, in mislim, da bi to priznali celo njegovi politični nasprotniki v Izraelu. To je človek z diplomatskimi izkušnjami, z diplomatskimi sposobnostmi. Ki so izjemne. Da, On ve, kako veste se pogajati. In mislim, da bi mnogi Izraelci, tudi tisti, ki ga ne marajo, priznali, da ko se vrata Bele hiše zaprejo in je na štiri oči s predsednikom Trumpom, je to človek, ki zna močno braniti interese Izraela. Hkrati pa ne, da bi odtujil ameriškega predsednika, ki je tesen in dober prijatelj. In to je primer, kjer se ameriški interesi ujemajo. Obstaja veliko področji, kjer se Izrael in Amerika popolnoma strinjata. Toda glede novega režima v Turčiji in glede novega ter starega režima v Turčiji, mislim, da turški predsednik vodi tamkajšnje dogajanje že od preloma stoletja. V obeh teh primerih nisem prepričan, če obstajajo popolne razlike v mnenjih. Vendar ni dvoma, da sta Amerika in Izrael na različnih straneh in te razlike je treba uskladiti. In odgovornost izraelskega vodstva je, da to stori na pameten način. Na učinkovit način. Na način, kjer pokažemo spoštovanje do Američanov, a hkrati jasno izrazimo svoje stališče. Absolutno. Le z eno stvarjo, ki ste jo rekli, bi se ne strinjala. Strinjam se z vsem, kar ste rekli, razen s tem, da bi priznala zasluge njegovim kritikom doma. Ki ne, oni se zavedajo, da je pameten in vse to. Ampak moram vam povedati, zlobne obtožbe proti njemu, posmehovanje v izraelskem tisku in levem tisku o tem, kako je Trump ves čas jezen nanj, vedno je razdor. Ko ima zasebno srečanje s predsednikom Trumpom, je to samo zato, ker se ponižuje. Tako da se ne strinjam s tabo, da vsi v Izraelu cenijo Netanjahuja. Varuje izraelske interese. Levica tako ne misli. Najprej, po mojem mnenju, levica ne varuje izraelskih interesov. Zato seveda ne mislim, da mislijo, da jih Netanjahu varuje, ampak govorim o njihovih kritikah na njegov račun. Poglejte, vedno se najde nekaj, kar lahko kritizirate pri svojem predsedniku vlade. Ni pomembno, kdo ste ali kje ste, ampak njihovi napadi nanj so v 99% lažni, neupravičeni in usmerjeni so bolj podobni obrekovanju, kot pa legitimni kritiki. Tukaj bomo zaključili, ker smo malo prekoračili čas. Ruti, samo nekaj ti bom povedal. Danes sem govoril na javnem dogodku tukaj na Novi Zelandiji in ena ženska je pristopila k meni in če gleda, ji pošiljam lepe pozdrave. Rekla je, da vsak teden, celo v oddaljeni Novi Zelandiji, ni kraja, ki bi bil bolj oddaljen od Izraela kot Nova Zelandija. Tudi v Novi Zelandiji imamo zveste gledalce, ljudi, ki poslušajo Izrael Undiplomatic, ki vsak teden gledajo Izrael Undiplomatic. In to me je nasmejalo, ko sem izvedel, da nas celo v Novi Zelandiji ljudje pozorno spremljajo. No, to je čudovito. In to me spomni, da prosim vse, ki uživate v tej oddaji, da všečkate in se naročite. In to nas bo usrečilo. Do naslednjega tedna, Mark. Se vidiva takrat, Ruti.